V četrtek, 20. februarja, bodo voditelji evropskih držav na izrednem zasedanju Sveta Evrope sklepali o proračunu Evropske unije za naslednja leta. V predlogu proračuna je za digitalizacijo namenjenih samo 3% proračuna, kar po mnenju Združenja za informatiko in telekomunikacije in Gospodarske zbornice Slovenije daleč premalo za doseganje izzivov in visokih ciljev, ki jih Evropa, pa seveda tudi Slovenija, na tem področju ima. Naj poudarim, da digitalna podjetja rastejo 2,5-krat hitreje od klasičnih podjetij, da je produktivnost v visoko digitaliziranih podjetjih do 30% višja, kot je povprečje. Pomembno je razumeti, da se bodo delovna mesta v prihodnjih letih močno spreminjala zaradi digitalizacije in da so potrebna visoka vlaganja v nova digitalna znanja. Za Slovenijo digitalizacija prinaša veliko priložnost, po analizi McKinseyja celo 2,1 milijarde priložnosti za povečanje bruto nacionalnega proizvoda z ustreznim ukrepanjem in vlaganjem v digitalno gospodarstvo in digitalno preobrazbo gospodarstva in družbe. Zato apeliramo na predsednika vlade Marjana Šarca, da na zasedanju Sveta Evrope podpre bistveno povečanje proračuna za namen digitalizacije, za namen digitalnih programov in za podporo številnim ukrepom, ki jih tako Evropa kot Slovenija potrebujeta, ne samo za razvoj gospodarstva, temveč tudi za razvoj celotne družbe.